Dober dan vsem. Skušajmo razumeti, katere so formule, ki opisujejo prosti pad in navpični met. V obeh primerih bomo zanemarili trenje in zračni upor, ker drugače je vse bolj zapleteno. Torej, pod vplivom teže predmeti padajo pospešeno in vsi z istim pospeškom, čeprav se zdi čudno, če ne bi imeli zraka, bi zares videli, da padajo vsi z istim pospeškom. In kolikšen je ta pospešek? Ima eno določeno vrednost. Navadno ga označujemo z G in ena vrednost, ki je, torej, vrednost od G se nekoliko spreminja od kraja do kraja na Zemlji, ampak recimo, en dober približek, ki ga ponavadi vzamemo, je 9,81 metrov na sekundo na drugo. In te so formule enakomerno pospešenega gibanja in prosti pad je prav primer enakomerno pospešenega gibanja s pospeškom G. Torej v formulah namesto A bomo dali G. Tukaj imamo S za pod. Bi lahko dali namesto S H, ker govorimo o neki višini, ko padajo telesa. Ja, H iz angleščine height. Torej, tukaj damo V je V0 plus GT. Tukaj damo H je enako V0 T plus ena polovica GT na drugo. V na drugo je V0 na drugo plus 2GH. Poglejmo tudi primer, ko začetna hitrost je nič, ker formule postanejo bolj enostavne. To se zgodi, ko telo spustimo in ne ko ga vržemo in mu damo že neko začetno hitrost. Torej, spustimo telo, na začetku ima hitrost nič. Tukaj imamo V je GT. Tukaj, če v nič enak nič, nič krat T izmeri nič, ta člen izgine. H je ena polovica GT na drugo. Tukaj izgine ta člen, V na drugo je V0 na drugo plus 2, torej V0 izgine, oprostite, torej V na drugo je 2GH. Ja, in kaj pa za navpični met, torej da vržemo telo navpično navzgor, tisto gibanje bo pojemajoče, hitrost se zniža. Ampak koliko? Prav za isti G. Samo da imamo en pojemek in torej bomo imeli pospešek minus G. V formulah enakomerno pospešenega gibanja namesto A bomo dali minus G. Torej za navpični met V je V0 in tukaj bi imeli plus minus G krat T. Torej napišemo enostavno minus GT. Tukaj damo H je V0 T. Isto, tukaj namesto A damo minus G, torej minus ena polovica G T na drugo. Tukaj V na drugo je V0 na drugo minus 2GH. V tem primeru navpičnega meta nima smisla upoštevati slučaja, ko V0 enak nič. Če mi vržemo navpično navzgor eno telo, če mu ne damo začetne hitrosti, se ne bo niti dvignilo. In ena druga stvar, če mi imamo eno vajo, kjer pri navpičnem metu moramo razumeti, katera je najvišja višina, ki jo doseže, torej se dvigne, za en trenutek se ustavi in potem spet začne padati. Najvišja višina, ki jo doseže, bomo postavili kaj? Pogoj, da končna hitrost je enaka nič. V tisti točki pride na nič končna hitrost. Tukaj bomo dali nič, G je znana vrednost in lahko bomo dobili, po kolikem času doseže tisto najvišjo točko. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.